Tretjič, zahvala organizatorju dogodka, Združenju za energetsko neodvisnost Slovenije in Božu Dukiču, tajniku tega društva. Božo, hvala. Najprej kratka predstavitev naših govornikov. Začeli bomo pri Dani. Katja Dani je finančna svetovalka, ki sodeluje v več evropskih projektih, bo predstavila možnosti pridobivanja sredstev za projekte, o katerih bodo govorili naši naslednji sogovorniki. Poleg nje sedi Andrej Jordan, ki je Božotov kolega, član ZEN, strojni inženir. Predstavil bo ideje in poglede in možnosti uporabe toplotne črpalke pri ogrevanju sanitarne vode v večstanovanjskih stavbah. Naslednji, poleg njega, je gospod Teo Bunta, direktor mariborskega podjetja Implera in osnovni član društva Trajnostni. Gospod Bunta je, mislim, da postavil prvo polnilnico v večstanovanjski stavbi v Sloveniji, polnilnico za električne avtomobile, in bo predstavil, kakšne možnosti so pri postavitvah takšnih polnilnic. In last but not least, gospod Robert Jelenc je direktor podjetja GI Sonce in človek, ki ima daleč največ izkušenj v Sloveniji z postavitvijo skupnostnih sončnih elektrarn za samooskrbo na večstanovanjskih blokih. Vozni red dneva bo takšen. Vsi govorniki bodo imeli kratko predstavitev do 20 minut. Po vsaki predstavitvi bomo za vsakega sprejeli pod največ 2 vprašanji. Vsa ostala vprašanja si prihranite na koncu. Tako da gremo skozi vse sogovornike in potem na koncu, da se razvija širša diskusija. Tako. Kakšno vprašanje na hišni red? Ok? Sprejet. Vse jasno. Gospod Andrej Jordan, vi boste prvi začel. Ja, no. Ja. Ste soorganizatorji in vam bi hvala ta čas. Združenje ZENS je združenje, ki se predvsem ukvarja, naš glavni namen je zamenjava fosilnih energetskih virov z bolj trajnimi in obnovljivimi viri. Energetika je zelo važen del človeške dejavnosti in družbenega dogajanja. V energetiki se obrača tudi zelo velika količina denarja. In je odnos do energetike nam tudi pokaže v bistvu naš lasten odnos do lastnega odnosa do narave in do gospodarstva. Zato smo mi med drugimi idejami razvili to idejo za nadomeščanje ogrevanja tople sanitarne vode z uporabo drugih energetskih virov, predvsem pa toplotnih črpalk. Prihranki, ki se nam obetajo na tem področju, so izraziti, veliki po energetski plati in jasno tudi po denarnem učinku. Sigurno je potrebno za tako izvedbo projekta dobiti soglasje v večlastniških objektih lastnike, kar pa po moje ne bo težka odločitev, ker so prihranki, denarni prihranki, ki sledijo iz tega ukrepa, dovolj prepričljivi, da se bojo lahko odločali za tako rešitev. Če bomo uspeli še angažirati državne institucije, da nam bojo v pomoč pri teh akcijah, bomo skupaj lahko dosegli večji učinek.
Tehnična rešitev zamenjave ogrevanja tople sanitarne vode je relativno enostavna. V velikem številu obstoječih večstanovanjskih objektov v Sloveniji se uporabljajo za ogrevanje električni grelniki vode. Električni grelnik vode je po svoji konstrukciji in obratovanju relativno zelo potratna naprava. Toliko potratna, da nam predstavlja po naših izračunih porabo električne energije v enem letu toliko, kot jo 20%, kot jo proizvede nuklearna elektrarna Krško. Teh 20% porabe so velike številke v gigavatnih urah, teravatnih urah, no upam, da ne v teravatnih, ampak v gigavatnih pa. In če bi to porabo lahko zmanjšali za 3-krat, smo mi že dosegli velik prihranek pri porabi električne energije, ki bi se lahko porabila za druge namene. Predvidevamo, da nam bo elektromobilnost prevzela velik del električne energije, ki jo sedaj proizvedemo, in bi bilo smotrno, da se tudi ozremo po projektih, ki bi nam prihranili trenutno rabo električne energije. Na ta način dobimo energijo za elektromobilnost, del energije, ostalo energijo, ki jo bo potrebovala elektromobilnost, ko jo bomo morali proizvesti na druge načine. Če na kratko opišem, kakšen je postopek zamenjave ogrevanja tople sanitarne vode obstoječe z bojlerji, posamezni lastniki, posamezna stanovanjska enota ima svoj bojler. Če bi to zamenjali z skupinsko pripravo tople vode, bi v eni obliki lahko imeli toplotno črpalko za sanitarno toplo vodo, primeren zalogovnik za enourno ali pa dvourno porabo objekta in razvod tople vode do vsakega porabnika. Običajno je to sedaj izvesti na ta način, da se po stopnišču po vertikali razpelje voda